ena redkih napak oziroma težav, ki jih imamo lahko s kislim zeljem, plesnenje zelja na površini, ki je pa ponavadi posledica dolgega roka skladiščenja oziroma nepravilnega skladiščenja. Predhodno odstranimo vse suhe koreninske dele. Te sveže korenine pa za nekaj časa, lahko tudi nekaj ur, namočimo v vodo. Smo jim povedali, da je to pač Valentinovo, da je to praznik zaljubljencev je bilo takrat najprej na začetku, a ne? Ja, eni so sprejeli tako malo, ne lih najbolj, ne vem, veselo ali kako, eni so bili pa zelo navdušeni, a ne? Med zelenjadnicami na naših njivah pridelamo največ zelja. Po podatkih iz leta 2010 zeljne glave gojimo na dobrih 442 hektarjih, belega zelja na 350. V kleteh se zeljne glave dobro ohranijo, kljub temu pa ga pozimi najpogosteje jemo kislega. Kako uspešno gojiti in kisati zelje je bila tema nedavnega posveta na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Tam so dan prej ocenili tudi 36 vzorcev kislega zelja. Ocenjevali smo predvsem najpomembnejše senzorične lastnosti, kot so čvrstost oziroma tekstura in izgled zelja, potem seveda okus, vonj in pa barvo zelja, se pravi parametre, ki dejansko najbolj vplivajo na senzorično kakovost kisanega zelja. Dobro kislo zelje dobimo iz dobrih zeljnih glav, ki jih narežemo na od 2 do 4 mm debele rezine. Sledi razporeditev narezanega zelja po plasteh, soljenje, pri katerem se ponavadi zgodi največ napak, in od 10 do 25% obtežitev. Nato se zelje kisa. Kako kislo pa je sploh kislo zelje? V kislem zelju dobimo s mlečno-kislinsko fermentacijo okrog 2% kislin, skupnih kislin, kar pomeni, da se pH tega zelja giblje nekje okrog 3,8 do 4,2. To so nekako parametri za opis kislosti nekih izdelkov. Ali se kislo zelje lahko pokvari? Z vidika varnosti, recimo prehrane. No, kislo zelje je eno od živil, se pravi fermentiranih živil, ki se zelo težko pokvari. Seveda, če govoriva o varnosti, ne o kakovosti, kakovostne napake se lahko pojavljajo. Z vidika varnosti je pa, po mojem mnenju, ena redkih napak oziroma težav, ki jih imamo lahko s kislim zeljem, plesnenje zelja na površini, ki je pa ponavadi posledica dolgega roka skladiščenja oziroma nepravilnega skladiščenja. Dobro kislo zelje ima značilen vonj in okus, je svetle barve, rezine pa niso ne premehke, ne žilave. Da pri nas znamo kisati zelje, dokazujejo tudi priznanja podeljena na posvetu. 6 vzorcev je prejelo bronasto priznanje, 10 srebrno, 9 zlato. Zlato priznanje za kislo zelje je prejela tudi Jožica Janžekovič z Mihčeve kmetije, kjer kisajo zelje za prodajo zadnjih 6 let. Poberemo prvo zelje že konec avgusta, da imamo že tam konec septembra prvo kislo zelje. Na to pa pobiramo nekje, če je možno, do začetka decembra in ga skladiščimo tu v to skladišče in sproti pač po potrebi, kak je v kisarni potreba, tako ga kisamo vsakih 14 dni, 10 dni. Rekli ste, da zelje nima rado, da so visoke temperature v skladišču. Koliko je tukaj? Tu ni hladilnica, tu je zdaj trenutno okrog 6 stopinj. Zelje reguliramo na zunaj, po noči odpremo vrata, recimo, po dnevi zapremo in smo ugotovili, da za zelje ne rabimo hladilnice, da se dovolj dobro skladišči kar tako v takem prostore. Zdaj konkretno čistimo zelje za kisanje, moramo odstraniti vse zunanje liste, da je zelje res čisto, da ni domene umazanije. Odstranimo tudi kocen, mi delamo to še vse ročno, tako tudi zelje boljše porekontroliramo tudi v notranjosti, da je čisto in ko ga tako čistimo, pa lahko bolj nadaljujemo z ribanjem v pisarni. Pri čiščenju zeljnih glav se ponavadi zbere vsa družina, oče, mama in 3 študenti. Čistijo ročno, nato glave narežejo.
Ker zelje kisajo sproti, naenkrat narežejo okrog 1000 kg zelja, toliko, da z njim napolnijo 2 500-litrski kadi. To je prva plast ribanega zelja zdaj. Tako, to je prva plast. Fajn je, če poravnamo, lepo pa enakomerno solimo. Ker če ni enakomerno soljeno, postane malo rdečkasto zelje ali pa postane mehko. Kaj poleg soli še dodate k temu? Poleg soli dodamo še poper, dodajamo pa 2% soli. Vedno stehtamo, s tem, da že zdaj po mericah malo, ampak sigurno je bolj, če stehtamo. Ste poleg popra in soli še kaj dodajali kdaj? Ste že preizkušali kakšne druge recepte? Smo dodajali kumino, vendar se strankam ni zdelo, da eni ne marajo. No. Kaj zdaj? Torej prvo plast imamo. Prva plast je zdaj končana, potlačimo lepo, pa spet dodamo drugo plast, posolimo, poravnamo, posolimo in tako nadaljujemo, da imamo poln sol. Ko ga naribamo, ga najprej pokrijemo z folijo, nato na folijo položimo deske, da to pač vse stisne skupaj in stisne zrak, da ni dostopa kisika. Na deske pa gor položimo mi pač približno 80 kg uteži, to pomeni približno 15-20% teže samega zelja. Kisanje se v bistvu zaključi nekje po 3 tednih, vendar še mora zelje pol zoreti vsaj 14 dni, da je res zelje kvalitetno. Gospa Jožica, vi prodajate zelje tudi na tržnici, tudi v Slovenj Gradcu, v Mariboru, na Ptuju. Kaj imajo rade stranke in ali pojemo pri nas veliko zelja kislega? Ja, pri nas smo kar pridni, pojemo dosta zelja, pa stranke nima raj preveč kislega. Cenijo pa domačo. Kdaj se pa preneha ta sezona kislega zelja? To je čisto odvisno od temperature in od spomladi. Če je lepa spomlad, topla, se hitro neha prodajati. Če pa še to aprila slabo vreme, pa mrzlo, pa še kar kupuje zelje. Koliko zelja pa tako pri vas pojeste, ga pogosto pripravite za kosilo? Tako, pogosto. Posebno še imamo radi na solati z bučnim oljem pa s česnom. Kislo zelje vsebuje veliko vitamina C, mineralov, rudnin in vlaknin. Z rednim uživanjem kislega zelja se pozimi obvarujemo močnejših prehladov, ohranjamo vitalnost kože, primerno telesno težo. Kislo zelje izboljšuje presnovo in krepi naš imunski sistem. Kolikor smo v jeseni dali skladiščiti čebulice amarillisa, je zdaj ravno pravšnji čas, da jih posadimo. V tem primeru že vidimo, da sama čebulica nastavlja cvet in je res skrajni čas, da jo posadimo. Predhodno odstranimo vse suhe koreninske dele. Te sveže korenine pa za nekaj časa, lahko tudi nekaj ur, namočimo v vodo. V tem primeru vidimo čebulico, ki ima izredno lepo ohranjeno koreninske dele. Nikoli pa ne luščimo preveč tega olupa čebule, kajti to jo varuje pred gnilobo in škodljivci v zemlji. Namakanje čebulic v vodi je pomembno zato, da se ti koreninski laski zopet napojijo z vodo in tako bo rastlina bistveno hitreje lahko odgnala nadzemne dele, torej cvetove in pa liste. In ko so korenine napojene dovolj, je primeren čas za sajenje. Čebulice amarillisa sadimo tako, da v že prej nasut substrat, ki je v loncu, čebulico posadimo. Sadimo pa jo vedno tako, da je približno 2/3 te čebulice gleda iz zemlje. Pri sajenju pazimo, da pride zemlja vse vmesne dele med korenine, zato še, ko že čebulico učvrstimo, malo pretresemo, da se zemlja resnično dotika korenin. Med čebulice bom dodal še nekaj zemlje.
Vmes pa bom posadil za popestritev čebulice narcis. Kolikor jih še najdete v semenarnah oziroma cvetličarnah, je zdaj še skrajni čas, da jih posadimo. V tem primeru pa so te moje čebulice del zime prezimile v drvarnici, tako da so bile izpostavljene tudi nizkim temperaturam, kar pa je tudi nekje osnovni pogoj, da čebulice zacvetijo. Da pa lonec v tem primeru ne bo tako pust in prazen, lahko dodamo še veje zvite vrbe. Zvita vrba bo služila tako narcisom kot tudi vitezovi zvezdi v oporo. In tako pripravljen nasad le še zalijemo. Čebulic ne zalivamo preveč, kajti že sama čebulica ima v sebi kar zadostno količino vlage, tako da se kasneje, če je treba izogibati nekje prevelikem zalivanju, tem lahko povzročimo gnitje. Čebulice narcis posadimo spomladi na prosto, ker bodo naslednje leto zopet cvetele. Tako so 14. februarja 1989 v 12 cvetličarnah takratne cvetličarne Ljubljana srci iz lepenk in papirja okrasili izložbe in cvetlične police. O prazniku ljubezni in prijateljstva takrat pri nas še nismo vedeli veliko. Stranke je najbolj zanimalo, kaj se dogaja, ne? In ko smo jim povedali, da je to pač Valentinovo, da je to praznik zaljubljencev, je bilo takrat najprej na začetku, a ne. Ja, eni so sprejeli tako malo nelih najbolj, ne vem, veselo ali kako, eni so bili pa zelo navdušeni, a ne. Počasi se je pa potem začelo to prijemati, a ne. Kje ste pa vi izvedeli za ta praznik? Bila sem leta 1989 na porodniški in sem prišla v cvetličarno in sem videla ene srčke iz izložbe na veji. Pravim, kaj pa delate, ne? In so mi povedali, to je pa Valentin in od takrat naprej nekako sem spremljala in smo vsako leto delali močnejši Valentin. Dobili smo tudi stojine prve te srčke in tako, ne, za prvo dekoracijo, potem smo pa sami z tržga papirja delali, tako na roke smo jih pač zrezlali, ne, srčke, izložbe smo delali z njimi, tudi tako za mečopke smo dajali na vejce, na žičko smo nalepali, tako kaj je tole, recimo smo tudi lončnice krasili, rezano, pa tako, ne, da smo prevezali, da ni bilo vedno samo rdeče, čeprav je bilo največ rdeče, pa belo smo tudi kombinirali, ne, tako da različne stvari smo se pač posluževali, v bistvu prav veliko pa tudi sami nismo vedeli še o tem prazniku, ne. Pa se morda spomnite, katero cvetje se je takrat največ podarjalo? Najbolj se je povpraševalo po rdečih vrtancah. Vrtance so še vedno simbol Valentinovega, ne, in tega praznika, ne. Verica in Milena pravita, da so nekoč na cvetove privezovali tudi manjša lectova srca. Spoštovanje, ljubezen ali prijateljstvo med dvema osebama pa ponazarjali z dvema cvetovoma. Cveta narcis, ranunkol ali vrtnic ob tem prazniku povezujeta še danes. V spomladanske lončnice in lončke s čebulnicami pa vstavita dve srci. Dekorirana je narciska z mahom, z vrbovo vejo, potem pa dodana dva srčka, z mašenco, tukaj še simbolično dva srčka, tako da je to taka prijetna zadeva lahko za poslovni prostor, lahko za doma, skratka, dosti uporabna. To postavimo lahko na mizo, na delovni pult, zalivajo se narciske tako enkrat tedensko malo in so dosti hvaležne, se hitro odpirajo, odvisno od temperature, svetlobe in tako naprej. Vi ste zdaj v rumeno svilo povili modro-vijoličaste trobentice.
Ja, trubentica je tudi jelončnica, ki je spomladanska, ima rada bolj hladne prostore, zaliva se kar pogosto. To pač vzamemo bolj na mesto šopka, če je roža za v prostor. Je pa lepo, pomladno, za ta čas. In čeprav delata veliko s cvetjem, katerega cvetja pa bi se razveselili ob Valentinovem? Pomladanskega. Sigurno pomladnega, sigurno. Ker je najbolj tako za ta čas. Pa žive barve, da so. Ker je pomlad tudi živa. Zelo. Simbol Valentinova je srce. Srce pa je tudi simbol življenja, ljubezni in hvaležnosti. Cvetje pa v nas vzpodbudi ta čudovita občutja hvaležnosti in ljubezni, in kot ti nekdo pokloni srce, se v nas prebudi ta občutek toplote. To pomeni, da se nam je takrat srce odprlo. Kakor vrtanca, ko vidite kapopek, in potem, ko se ona odpre, je najlepša. In takrat se naše srce tako odpre, kapopek od vrtance, v čudovit svet, in takrat smo mi najbolj sposobni sprejeti to ljubezen. Srce je pripravljeno sprejeti to energijo ljubezni. In tudi cvet je živ in je minljiv in nas s tem spomni, da moramo biti res hvaležni za vsak trenutek življenja, za vse ljudi, ki so okrog nas, in za čisto vse stvari, ki se nam v življenju zgodijo. Rdeče ranunkule namesto rdečih vrtnic, tokrat za Valentinov šopek. So ranunkule med tistimi cvetlicami, ki jih imamo spomladi v zadnjih letih znova radi? Sigurno so. Jaz bi kar tako rekel, da ranunkula je tisti cvet, ki lahko nadomesti tudi vrtnico. Čeprav vrtnica je tista zadeva Valentinov cvet, ampak jaz mislim, da za ranunkulo nimamo kaj zgrešiti. In če jo pravilno spodrežemo, verjetno tudi ostane v vazi nekaj časa. Tako. Ranunkula drži tudi po 3 tedne, sploh če je sveža. Kako boste jo danes kombinirali? Kombiniral jo bom v tale šopek. Uporabil bom veje kornusa, teh mačic, ki so zdaj pobarvane, ampak nam prav fino pridejo, da so rdeče barve in je to super. Prikažemo šopek v rdeči barvi, dodal sem zelenje, to se imenuje salal. Še vedno je pa fino, te vejce drena se lepo spodrežejo in potem s časoma ozelenijo. In potem zamenjamo samo cvetje in lahko uporabimo še za naslednjo zadevo. Ko je Janez spiralasto sestavil cvetje in veje v šopek, je tega še dobro povezal. Poravnal spodnje dele drinovih vej in mačic ter z nožem spodrezal ranunkole. Šopek je dal še v rdeč tulec. Mislim, da bi bilo fino, da je zdaj v tem naturnem materialu je uporaben tudi ta srček iz brezovih vej. Sicer ni rdeče barve, ampak bomo poudarili s to helikonijo. Veliko strank je takih, ko si želi eksotiko ali kakorkoli, da ni to pomladno cvetje, da ni vrtnica, da jo potem ukomponiramo vmes, in sem si zamislil, da lahko enostavno naredimo v tem srčku, takole, in ga imamo zraven, tukaj se zaveže na sredini. V srček iz brezovih vej bi lahko vstavili tudi flamingovca, ranunkoli, narcisi, vejci, anemon ali kateri drugi cvetlici. Ni pomembno, da so cvetovi ali šopki veliki, temveč da jih podarimo z nasmehom in objemom.